Torej, tako zdaj greva do druge novosti letošnje sezone Zlatega leta. Ja. Druga velika novost letošnjega Zlatega leta je naslednja nagrada, in sicer Zlati let za najboljšo košarkarico. Naša strokovna komisija se je odločila, da ne postreže z nominacijami, ker je število naših košarkaric še premajhno. A vendar bomo nagradili eno predstavnico nežnega spola, saj so pri poletu postavili temelje novemu, ambicioznemu in zanič enostavnemu projektu ženske košarke. In torej, gospe in gospodje, nagrado za najboljšo košarkarico prejme Martina Gantar! AŠD Polet! Večer, Martina, dober večer, na to stran. Odlično, Martina Gantar, torej. Martina, pridi sem bliže, nimamo nobenih jajc ali pa kakšnih takih posebnih in čudnih stvari. Najprej to vprašanje, skratka, kako bi ocenila to vašo prvo sezono, ki je bila zelo kakovostna in zelo uspešna, ne, konec koncev? Ja, bi rekla, da bi jo ocenila kar pozitivno. Je bila ena nova avantura, kateri smo šli kar korajžno naproti in smo vesele z nastopom. A si radovedna izvedeti, kaj te čaka z našim računalnikom, kaj je Zlati HAL 9000 pripravil zate? Ja, seveda. No, da vidimo, kaj je naš računalnik pripravil za najboljšo košarkarico med slovenskimi športniki in športnicami v Italiji. Kdo je na tej sliki? Aha, zanimivo. A. Ti in trener Mario Grjević. B. Ti in tvoj bivši fant. C. Ti in tvoj brat. Kdo pozna Martino, seveda ve, o kom govorimo. Torej povej, kdo je na tej sliki? Ti in? Ni odgovora, jaz in ti. Ti e chi ancora? Jaz in jaz. Ma če jaz in ti si ti, kdo je v asu, jaz ali ti? Ne boš rekla Mario Grjević, a? Ne bom. Ne more. Martina Gantar, hvala lepa, lep aplaus, iskrene čestitke za našo najboljšo košarkarico.